Med prebivalci kranjskega naselja Planina naraščata nezadovoljstvo in občutek ogroženosti zaradi vse pogostejšega mladostniškega razgrajanja in vandalizma. Po več tednih stopnjevanja razmer nekateri razmišljajo celo o oblikovanju civilne pobude za zagotavljanje varnosti in zaščito ljudi, ki bi delovala preventivno in v sodelovanju s policijo. Kako na to odgovarjajo na občini? Denis Malačič. Od razstrelitve prenosnega stranišča, ogromne eksplozije sredi otroškega igrišča, pa vse do prevrnjenih smetnjakov, uničenih klopi, pa tudi izpraznjenih gasilnih aparatov z bližnjih blokov. Razdejanje, kakršnega prebivalci Kranjske Planine ne pomnijo. To sem pa gledal, ko sem jim hodil, da je nekaj tam asfalt užgan ali kva. Sem rekla, da bo petarda vame priletela, ker so, a veste, starejšega vidijo, pa so pa kar pred mano so petarde metali. Jaz ne vem, kaj je to. A je to zdaj do vzgoje, a je to bolj ta internet, zaradi interneta, zaradi TikToka, da se to zdaj gleda, kako se dela petarde. Recimo, ti imaš na TikToku vse z benzina, kako narediš, da bo eksplodiral, pa to so imeli, prakticirali tam na Planini 1, za novo leto so kar orenk eksplozijo naredila. Kar se tiče situacije na Planini, zagotovo ne moramo biti zadovoljni s varnostno situacijo. Je pa tako, da moramo res vsi skupaj ostro obsoditi te nasilna dejanja, vandalizem. Kranjska podžupanja Zorko, sicer tudi sama živeča na Planini 2, zagotavlja, da bo občina storila vse za ustrezno kaznovanje storilcev, hkrati pa potekajo različne aktivnosti za povečanje varnosti. Ob tem se želi samo organizirati tudi del krajanov, ki predlaga civilno podporo v sodelovanju s policijo v okviru zakonodaje, na primer z opazovanjem, obveščanjem in preventivno prisotnostjo. Da nas je več na ulicah, ker smo pozorni na to, pa da kaj tazga vidimo, da gremo kuj, a ne resmo poklicati policijo ali pa kaj tazga, da bi se to pa. Mi ga pa pridržati ga pa ne smeš, ti ne smeš otroku nič narediti. Vemo, da po zakonodaji imamo za to pristojne službe in morajo one torej opraviti svoje delo. Kar se pa tiče preventive, pa mislim, da lahko prebivalci veliko naredijo. To, da se med sabo opozarjajo, obveščajo, zbirajo informacije, se povezuje in hkrati tudi na drugačen način obsojajo takšne ravnanja. Zorko in Savčič se bosta srečala v četrtek, prav tako pa je za prihodnji četrtek sklican sestanek koordinatorjev posameznih stanovanjskih blokov. Na Kranjski občini ob tem še poudarjajo, da so v sodelovanju s koprsko občino, kjer so v preteklih tednih zabeležili podobne izgrede, pripravili več ukrepov in predlogov sprememb zakonodaje, tako na področju kaznovanja mladostniškega nasilja, kot prepovedi uporabe pirotehnike, ki jih nameravajo nasloviti na pristojna ministrstva.